Državni svet je pripravil zanimiv posvet na temo terorizem in družba ob 10. obletnici napadov na ZDA. Doktor Čaleta, nam lahko opišete, s kakšnim namenom ste pripravili današnji posvet? Ja, treba je v začetku poudariti, da je bil posvet izveden v soorganizaciji Državnega sveta in Inštituta za korporativne varnostne študije. In ob tej priliki je posebej za poudariti pomen Državnega sveta kot inštitucije, kjer se združujejo različni interesi različnih družbenih skupin. In v zadovoljstvo mi je, da je Inštitut za korporativne varnostne študije lahko pripomogel tem, da smo danes odprli zelo perečo temo, sploh ob tej 10. obletnici bližajočih terorističnih napadov na ZDA, ki so drastično spremenile svet. Tako da danes smo se dotaknili tega procesa zoperstavljanja terorizmu z različnih zornih kotov. Jaz upam, da je občinstvo dobilo prave informacije, da si v bistvu problem terorizma nekako predstavlja v smeri, da v bodočnosti bomo morali s tem problemom živeti in ga nikakor še ni konec. Tudi z udeležbo ste lahko več kot zadovoljni? Sigurno, tematika je zelo aktualna, tako da smo pričakovali, da bo udeležba tudi temu primerna. Tudi razprava, kot smo opazili skozi celoten potek posveta, je bila zelo pestra in ravno ta razprava daje tisto dodatno vrednost takemu posvetu, kjer udeleženci iz različnih sredin povejo, izrazijo svoje mnenje in tudi prispevajo k splošni kvaliteti takega posveta. S čim pa se v bistvu ukvarjate na Inštitutu za korporativne varnostne študije? Inštitut za korporativne varnostne študije je bil predvidoma ustanovljen pred 3 leti. Bistvena stvar, s katero se ukvarja inštitut, je celovito obvladovanje varnostnih tveganj, tako v gospodarskem kot tudi v zasebnem in javnem okolju. Se pravi, ta pristop do te celovitosti obvladovanja tveganj je ta rdeča nit, s katero se ukvarja inštitut. Seveda to poslanstvo izvaja skozi različne dejavnosti, tako skozi dejavnosti izobraževanja, organizacije posvetov in konferenc, kot tudi skozi znanstveno-raziskovalno delo. Ne nazadnje pa zelo aktivno sodeluje tudi pri uveljavljanju teh praks, ki jih nekako dobimo skozi raziskovalno delo, in to uveljavljanje v samo prakso, ker sodeluje zelo aktivno tudi z različnimi organizacijami in podjetji širom po Sloveniji in tudi v mednarodnem okolju, tako da je izredno pomemben ta prenos teh dobrih praks v realno življenje. Posebej pa je za poudariti tudi, da v okviru Inštituta za korporativne varnostne študije deluje Slovensko združenje za korporativno varnost. To pa je v bistvu vseslovensko združenje, kjer so združeni različni strokovnjaki iz različnih strok in ravno to je tista dodana vrednost temu združenju, kjer se med sabo izmenjujejo dobre prakse, nova spoznanja, in ne nazadnje se izvaja tisto mreženje v pozitivnem smislu, kjer se lahko rešujejo tudi neki problemi, ki so v družbi danes predočeni. In kako varni smo v Sloveniji? Varnost je nek pojem, ki je praktično ga nemogoče zagotoviti v popolnosti. Vse so samo približki in vsi pač stremimo k tem, da je ta približek varnosti čim večji. Sami dogodki na Norveškem so nas opozorili na neko tragično dejstvo, da nobena družba ni varna pred grožnjami, sploh pa ne pred tako kompleksnimi grožnjami, kot je terorizem. Kdo bi si mislil še 2-3 mesece nazaj, da je možno v skandinavskem tipu družbe izvesti tako brutalno dejanje, kot je bilo to teroristično dejanje. Vse to nam kaže na neko dejstvo, da v Sloveniji ne smemo spati na nekem spoznanju, da smo v popolnosti varna družba, ker tudi mi imamo v svoji družbi polno nekih nasprotij, ki lahko v neki skrajnosti pripeljejo tudi do tako katastrofalnih v bistvu posledic, kot je lahko neko teroristično dejanje za neko družbo.